Lepo pozdravljeni. Letošnji novomašnik Mel Kovic prihaja iz župnije Miren pri Novi Gorici in je eden od dveh iz koprske škofije. Na njegovo odločitev za duhovništvo je v veliki meri vplival domači župnik, še nekaj več o sebi pa nam bo zaupal kar sam. Mel Kovic, Bog daj, dober dan. Bog daj. Zdaj, Mel, vaše ime ni ravno vsakdanje, izhaja pa iz hebrejščine, drži? Tako, iz imena Melchior, ki pomeni moj kralj je moja luč. Malo, če se parafrazira, bi lahko bil psalem, ki pravi, Gospod je moja luč. In to je potem iz tle pride Mel, ime Mel. Sicer pa Mel v latinščini pomeni med. In luč pravite, torej luč Gospodova sveti v vašem življenju. Jaz upam, da ja, ne samo da sveti, da jo tudi podajam naprej. Ne? To je nekako cilj. Vedno, ko sem v Šmartnem, ko vodim bogoslužje Božje besede, potem je tam taka čudovita, impozantna slika Toneta Kralja, poklon svetih treh kraljev, teh treh modrih, ki so sledili luči, in vedno tudi jaz prosim za to modrost, da bi tudi jaz znal slediti Kristusu, naši luči, in tudi ljudi potem voditi k tej luči. Ne? Mel, poleg Božjega klica na vašo odločitev za duhovništvo je odločilno vplival vaš domači župnik, kot pravite Ciril Metod Cej. Kaj vas je pri njem najbolj pritegnilo? Čem je bil njegov zgled? Pač prav to zgled potegne, ne besede. Nič posebnega se ne spomnim, da bi delal. Bil je preprosto dober župnik, dober duhovnik. Videti mu je bilo, da je živel to, kar je govoril, tudi kar je pridihal. Ne? Vsi smo vedeli, da je to podkrepljeno življenjem zadaj. Zgled je tisti, ki prepriča, ne besede. In te pač te privlači tu, ko vidiš, da je nekdo izpopolnjen, da je nekdo srečen v svojem poklicu in te tu potegne in si rečeš, mislim, malo začneš razmišljati, no, tudi o tem. Ampak mislim, Božji klic je potem nekaj drugega, no? Ampak ko imaš tak svetov zgled ob sebi, ti je tudi lažje se potem za to odločiti. In se je ta Božji klic pri vas razvijal sproti, postopoma, ali je bil nek odločilen trenutek? Ne bi rekel, ko bi konec osnovne šole nekako sem začutil, da bi bilo morda duhovništvo zame, ali sem sebi prepoznal to. In potem sem se tega otepal normalno, sem imel druge plane za svoje življenje. Ampak v enem trenutku sem gotovil, da pač nimaš več tega notranjega miru. In ko sem začel moliti, ko smo imeli celodnevno češčenje Najsvetejšega, na 4. postno nedeljo, je bilo takrat še v naši župniji to, sem se takrat odločil nekako v 2. letniku srednje šole, da bi morda se odločil za duhovništvo. In sem to povedal prav Cirilu, samo njemu. Zadnjič mi je povedal, ko sem bil pri njemu na obiski, da je bilo to na nedeljo Božjega usmiljenja. Jaz sem to že malček pozabil. On pa se je spomnil. On pa se je spomnil, ja, seveda. No. In sem to njemu povedal in je tu med nami dvemi ostalo. Potem 2 leti. Po končani srednji šoli sem se vpisal pač na študij teologije, sem se vpisal v bogoslovno semenišče in je šla ta stvar naprej. Pravite, da je on bil prvi, ki je izvedel, kaj pa domači? Domači so izvedeli februarja, prej ko sem šel. Aha, ja. Se pravi tik pred vpisom. Tako. Iz kakšne družine pa sicer Mel izhajate? Imate kakšnega brata, kakšno sestro? Kakšno je bilo vaše družinsko-versko življenje? Torej, družina ni nič posebno versko, nimam posebnega verskega zaledja. No, mama ni verna, tata hodi k maši bolj za praznike, imam enega mlajšega brata, ki se je tudi vrhel bolj po tatu, se pravi bolj za praznike. No, ona vzdržuje to krščansko tradicijo. In hodi redno k maši in tako si se je iskreno verna, ne, ampak ni to zdaj, tako da ni nič posebnega. V eni od vaših predstavitev sem prebral, da ima oče družinsko podjetje oziroma vodi podjetje in nekako naj bi vi prevzeli to podjetje. Ja, on je tako mislil in potem se je Bog malo presenetil, mene in njega. Zdaj pač bo tu prevzel brat, ne, se on tudi tam že nekako dela v podjetju, sem tudi jaz delal več let, ne, zato je bil potem to pričakovanje, da on tu nekako prevzel, ker imam tu trgovsko žilico. Ja, samo zdaj uporabljam za druge stvari. Nagovarjate druge stranke, če se izrazim tako narekovaj? Ja, tako nagovarjam predvsem z drugačno vsebino, ne, če je bilo tam prodajanje sadja in zelenjave, tle ne gre za prodajanje, ampak za trgovanje s talenti in darovi, ki jih imaš od Gospoda, zato da bi čim več pridobil, ne. Da bi čim več pridrubil za druga in na koncu tudi zase in da bi vse to izročil naprej Kristusu. No in ko ste takrat februarja, kot pravite, tik pred vpisom, obelodanili to svojo načrtovano odločitev, kako so jo sprejeli doma? Torej, mama je rekla, ti pejdi, če boš ti srečen, ni problema, pa ni verna, ne. Tata ni bil najbolj zadovoljen, on je mislil, da bom jaz prevzel podjetje.
Potem se je sprijaznil, zdaj ponosen. Brat je bil tako, no, pač se mi zdi, da je bil še en pikč premlad, da bi vse točno zastopil, ampak je bil vesel, no ona pa itak, ne, ona veste, tako po starem, ne. Moli za vas, ne? Ja, seveda. Mel, katera vprašanja, morda negotovosti ali dvomi so vas morda najbolj spremljali, zaposlovali v času študija v Bogoslovnem semenišču? Kaj vas je najbolj nekako, kje ste iskali? Torej, jaz, ko sem Lenko Fug za študirati, je bil največji problem faks delati, ne, pa ne zato, ker je bil nesposoben, ampak zato, ker se meni preprosto ni dalo sedeti za knjigo in študirati. In dokler nisem tega osvojil, je bil kar problem, zato sem tudi 1 leto faksa ponavljal, ker nisem imel narejenih vseh obveznosti. Tako da je bilo tu, ampak potem pridejo pa razne stvari, ne, mislim, saj si v bogoslovju zato, da prečistiš svoj poklic. Pač jaz ne poznam nobenega, ki bi ne prišel vmes v neke dvome ali pa v neko krizo ali pa karkoli. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, mi nič ne pride tako na misel karkoli, ki bi mi zaposlovalo še zdaj ali ko bi rekel, ne. Pravite pa, da pride kakšen trenutek krize in tako naprej. Kako pa se v tistih trenutkih, kako ste se potegnili ven iz te krize, recimo? Pač v tistih trenutkih meni osebno je zelo pomagalo to, da sem se spomnil, zakaj sem poklican, da sem malo, torej zato, da bi služil ljudem. Zelo sem se veselil tega, da se bom vrnil na župnijo med ljudi in to te potem potegne naprej, ne. In pa spomini, ne, pač spomin je ena zelo pomembna stvar, ne. Prav zadnjič sem na mladinski skupini razlagal, kako pomembno se je spominjati velikih božjih del v našem življenju, ne. In je res, ne, saj samo če pogledamo svetomašo, kot duhovnik moli, spominjamo se, ne, potem tvoje smrti, trpljenja smrti, zmagoslavnega vstajenja, nebohoda Kristusa, našega Gospoda, odrešenika, ne, pač spominjamo se in si klicati neprestano tu spomin. In iz teh pozitivnih spominjev, iz teh božjih del živeti tudi takrat, ko je malo suša, no, to je pa potrebno. Ja, pravite, da ste si želeli čim prej iti med ljudi. Ja. In zadnje leto ste kot diakon res opravljali pastoralno prakso v župniji Biljana v Goriških Brdih. Zdaj, česa ste se naučili v tem zadnjem letu? Kaj je bilo tisto najbolj dragoceno? Torej, izgubil sem strah pred delom z mladimi, jaz sem bil vedno prepričan, da nisem lih talent za mladino. Zdaj se je izkazalo, da morda temu ni lih tako. Pa vesel sem, da sem med ljudmi. Jaz nisem, ko sem bil v semenišči, mi je šlo malček na živce, ko smo bili v zaprtem okolju. Je bilo potrebno, ne, pač to je nujno, je sestavni del formacije, samo jaz nisem tip za tako. In zdaj, ko priješ spet med ljudi, meni sem prav zadihal s polnimi pljuči, ne. In da lahko pač počneš to, zakaj te Kristus kliče, ne. Torej, da oznanjaš njegov evangelij, da mu služiš bratih in sestrah, vseh teh ljudeh, ki jih srečaš. Ne. In to je nekaj lepega in sem tega zelo vesel. Zdaj, v vaših koncih ste ljudje najbrž malo bolj temperamentni kot v drugih delih Slovenije in pridejo na izraziti različni karakteri, ne? Ja, seveda. Pač Primorci smo malček posebni, to je res. So tudi Štajerci posebni, pa povsod vsak je malo po svoje poseben. Meni mi je všeč že prvo to, ker smo pikč bolj konkalma, se prv nas reče. Torej, ni zjutraj ob 6, vse zjutraj ob 6 ni živa duša po cesti, ker pač ob 6 se ne gre še ven z hiše. Dobro, zdaj v Brdah jaka pobirajo češnje, ampak sicer pa ne. In mi je všeč, da smo malo bolj tako, ne, da se znamo ustaviti in se dobiti na kavi in si samo povedati, ne, ali pa tudi, da meni mi je všeč ta neposrednost, torej, da si poveš in to je to, ne, nisi nič skregan ali pa slep potem ali karkoli. A ljudje dobro sprejemajo neposrednost? Torej, glejte, to je tako, to je ko bi rekel, med jaz, ki sem s prijatelji ali pa tako, si lahko neposreden. Medtem ko z ljudmi je pa treba biti vedno občutljiv, ne, ker oni tebe vedno bojo videli kot diakona, potem kot duhovnika in moraš paziti, kako poveš, ne, z eno občutljivostjo, tudi do ljudi, pač videti v njih resnično Kristusovo podobo, Kristusa videti, ne, in neče žaljivo ali karkoli. Treba biti tudi tam previden, no. Jaz hočem samo tu reči, da morda smo mi imamo bolj odprt način komunikacije, tudi pohecamo in tako, ne. Ni takoj vse vzeto resno in z neko zamero ali karkoli. Zdaj, v eni od svojih osebnih predstavitev ste zapisali, da radi vrtnarite, poslušate klasično glasbo in berete. Katero knjigo ste nazadnje prebrali?
Dobro, mislim, da od družine sem začel tisto, ki je ta Sulica, ali kaj tisti roman. Iz vaše založbe, ampak potem mi ni uspelo do konca, zato ker pač berem različno, kar rabim. Ne vem, ko se za pridihe pripravljam, pač berem razlage Evangelijo ali karkoli. Drugače se pa res ne spomnim, katero knjigo sem v celoti nazadnje prebral. Zdaj obiskujete pa tudi koncerte? Ja? Ali kaj manj časa za to? Nimam. Ne? Vam je pa bližje klasična glasba? Ja, torej to pa ja. Mislim, spet nimam cajta, da bi to nekoliko poslušal, ampak jaz to, mislim, tako rad prisluhnem temu. V avtu kje? Ali pa... V avtu imam tišino, ker tisto je edini moment, ki pole razmišljam, kaj bom povedal, kaj bom zanrditi in tako. Ampak mi je všeč. Zelo sem bil, recimo, vedno sem si želel slišati v živo Mozartov Requiem. In mi ni nikoli uspelo. In potem lani, mislim, sem hvaležen papežu Benediktu XVI, namreč je bila maša zadušnica za njega v ljubljanski stolnici. In ker je imel zelo rad Mozarta, so izvajali pri tej maši Mozartov Requiem. Takrat sem prvič v življenju slišal to izjemno kreacijo Mozartovega Requiema in sem bil fasciniran nad tem, nad lepoto tega, nad tem, kako se Bog tudi skozi glasbo kaže. Tako da sem hvaležen za to priložnost. Čeprav pač, ampak smo se spominjali življenja nekega velikega človeka in se mi zdi, da je to sodilo zraven. Letos ima koprska škofija 2 novomašnika, kar je večino, Bogu hvala vsaj enkrat. Česa se vi osebno najbolj veselite na ta dan posvečenja, ki prihaja? Torej, prejel bom velik dar, nezaslužen dar. In če bom resnično živel to, kar bom obljubil in bom porabljal vse svoje talente in darove, ki mi jih Gospod podarja v njegovo slavo, potem bom lahko tudi orodje v Božjih rokah in kanal milosti med Bogom in človekom. In zato tudi prosim in tega se veselim, prejetja teh milostnih darov, ki si jih ne zaslužim, ampak pač po Božji milosti jih bom prejel, ali pa jih že prejemam v neki obliki. Česa si kot bodoči duhovnik najbolj želite? Torej, da je bil Kristusov duhovnik. Zdaj vsi rečejo, kaj to pomeni. Kristusovega duhovnika bi mogel takoj prepoznati po tem, ker ljubiš, ker je ljubezen temeljni način tvojega delovanja, ker po ljubezni vse pelješ naprej. Zato imam tudi novomašno geslo, prizadevajte si za ljubezen. Pač na koncu je vse mirjeno po ljubezni. Ima naše delo in življenje ljubezen ali nima? Ampak to ni tista ljubezen romantična in tja v 3 dni, ampak zelo konkretna ljubezen, agape, caritas, torej ljubezen, ki se daruje, žrtvuje in služi bližnjemu. Ki, kakor pravi apostol Pavel, ne išče svojega, ampak išče samo to, kako boš svojega bližnjega pripeljal bliže k Bogu. In koliko je te ljubezni oziroma je zaznavate med nami, med Slovenci? Torej, nekaj je gotovo, pač, zakaj pa ne? Ampak se mi zdi, da včasih se preveč osredotočamo na slabo ali pa na negativno in potem kar malo spregledamo vse tisto dobro, kar je. Mel Kovic, najlepša hvala za te iskrene in iskrive besede. Naj vas pri vašem delu vse skozi spremljata Božji mir in blagoslov. Hvala.